tole? Hroščan, kaj ima. Kada ste bili majhni, ne? Tako 3, 4, 5 let, a ste delali kakšne take neumnosti? Pa prišla mama, ne? Kaj si nor? Tam oni ti skačo pride, ne? V roki. Mi dva zdaj sta malmi, ne? Tako, kaj vse jim pade na pamet, ne? Si sploh ne? Tako včasih te kar šokira, ne? Ampak pač tako je, ne? Nimaš kaj. Ampak zanimivo je pri otrocih nekaj, ne? Da kada smo bili... A ste bili vsi tukaj otroci enkrat? Dvigajte ovo, če ste bili otroci. Ja, super. Sem 2 nisem. Mislim, še vedno. Še vedno. Kada smo otroci, imamo eno zanimivo lastnost, ki jo potem zgubimo. In to je kaj? Radovednost. Odlično. Torej, mi smo radovedni. Kot otroci smo vedno bili radovedni. Kaj je pa tisto, kaj je pa to, pa zakaj da pada dež, pa zakaj so oblaki, pa zakaj je lunca, pa zakaj je ono, pa zakaj je drugo, pa zakaj je tretje. Smo bili ful radovedni. In je bila to ena taka magična lastnost, ki, gledajte, ker otroci do nekje od 5-7 leta, nekje tam, pravijo, da otroci nimajo še zavesti, nimajo še zavestnega razmišljanja, imajo samo njihova podzavest deluje. Torej, ko smo nekje stari od 0 do 5 do 7 let, mi ne razmišljamo zavestno. Mi razmišljamo, se zavest še ni do konca razvila. Ampak dejansko vse delamo preko našega podzavestnega uma. In ta podzavestni um je poln čarovnije, magije, je poln enih presenečenj, poln enih barv, poln enih čudovitih zadev. Ko odrastemo, kaj se zgodi? Nehamo, je kar nekaj vse skupaj dolgočasno, kar nekaj ni več tak živih barv, kar nekaj greš mimo ne stvari, pa kar tako se nič posebnega, ne. Nič to ne pretegne in naprej, ne. To smo zgubili potem skozi proces socializacije, ne. Smo zgubili tisto radovednost. Ampak zanimivo je, ne, da jaz to opažam vedno bolj pri ljudeh, da če zgubiš to radovednost, vsi jo zgubimo do neke mere, ne. Samo vprašanje, koliko jo zgubiš. A jo zgubiš malo, a jo zgubiš vso. In ljudje, ki zgubijo vso radovednost, ali pa večino radovednosti, potem se normalno ne učijo več. Jim ni več zanimivo prebrati knjige, jim ni zanimivo poslušati enega audio programa. Meni je še vedno, kadar dobim eno novo knjigo v roke, ali pa kadar začnem poslušati nov audio program, sem še vedno kot oni majhni otroci, ne. Super, ne, kakšna mira zadeva, ne, kaj bom mnogo spoznal, ne. In to se mi zdi, da je ena taka lastnost, ne, ki jo se splača razvijati še naprej v življenju. Ta radovednost, da je ne zgubiš, ne. Da si še vedno radoveden. Kaj pa se skriva v tej škatli? Kaj pa se skriva v tej knjigi? Kaj pa se skriva na tem seminarju? Kaj pa se skriva v tej glavi tega človeka, ki je zelo uspešen, ne? Ne bi bilo fajn vedeti, ne? Zakaj pa je tako postal uspešen, ne? Kaj je naredil? Kakšne strategije je uporabil? A bi lahko tudi jaz kaj se naučil, ne? In ta radovednost, ne, mislim, da je ena tako gonilna sila, ki jo imamo v življenju, zato da smo lahko sploh uspešni. Pomislite nase kot na otroka. Kaj ste počeli? A ste počeli kakšne neumnosti? Jaz se še zdaj spomnim, ne? Jaz se še zdaj spomnim, ker sem enkrat visel tako skozi stopere stare hiše, takole, pod mano tene 4 metre praznega prostora. In sem se komaj držal enih plošč, da nisem padel dol. Ja, kot mulci smo delali vse sorti neumnosti, ne? Mi smo imeli v vasi, ne? Smo imeli en kup teh zapuščenih hiš. In kot mulci, kaj smo počeli? Ja, nas je ful zanimalo, kaj je noter, ne? Ja, kaj je noter, ne, raziskovalci, ne? In smo šli, še zdaj si ne mogo sploh predstavljati. Veste, ko so imeli tiste hiše, tiste stare rešetke še. Tako so bila okna, ne? In je bilo tako lepa rešetka še čez, ne? Zdaj, kad pogledam, ne? Kako je velika ta rešetka, si sploh ne predstavljam, kako smo tega šli skozi, ampak mi smo šli skozi to in smo noter šli v hišo in raziskovali, kaj se vse dogaja. Smo šli po tistih plesnavih, razpadajočih stopnicah, ne, ker zdaj bi rekel, pa šite, smo bili z norja, zmešani ali kaj, ne, in smo šli gor, ne, na postejše in smo iskali one stare znamke, ne, in gor na postejše, v onih škatlah, ne, smo zbirali znamke in podobne stvari in je bilo to neko čudovito doživetje. Zdaj pa nekaj povejte, a je bilo nevarno? Ker se pravim, enkrat sem se dobil, da sem dejansko tako bil, ne, na temu, da padem dole na 4 metre, ne, verjetno bi se na pol bil, ne. Je bilo nevarno.
Ampak a veste kaj? Ker smo bili majhni, kaj ste si rekli? Kaj ste si rekli? A je bilo vredno? Ja, je bilo vredno. Splačalo se je, ne? Zato, da ste do konca videli one lepe znamke, tam, ki so se svetili, ste si videli, wow, kakšna čudovita stvar. Znamke z neke Južne Amerike, ali pa z neke tiste, ki smo jih dobili v stari hiši, na Postešu ali škatli, ki jih lahko dan zdaj v svoj album, ne, in jih kažem svojim prijateljem, ne. Wow, kakšna zadeva, ne. In gore en delfinček narisan, ne vem kaj, ne. Kakšna čudovita stvar, ne. Taka malenkost, ne. In danes smo že malo razvajeni, ne. Vsemi temi informacijami, internetom in tako naprej. Zato moče malo to že zaradi razpršenosti informacij malo skupino. Ampak še vedno, ne. Še vedno, ko imaš neko knjigo, ko imaš neke take stvari, še vedno ta občutek, čudovit občutek, ne. Kaj bo noter, ne. In to se splača razvijati, ne. To se meni zdi ena taka čudovita stvar v življenju, da odkrivaš neke nove stvari. In ko gledam, ko berem biografije teh ljudi, recimo, zadnjič sem bral od Steva Jobsa, ne. On je raziskoval en kup teh področji. S čim se je on ukvarjal? Mogoče kdo ve, katera znanja so njemu tudi ful pomagala pri Apple-u? Kaligrafija, ne. On se je ukvarjal s to kaligrafijo, ne. Navdušence je bilo med zdravim življenjem, mogoče to preveč navdušence, med zdravim življenjem. Je imel take nore kure, ki je po en mesec samo korenčkov sok pil, ne. To je bilo vse, ne. Nisem take nore stvari imel, ne, ampak on je bil itak tako res ekstremist, ne. Ampak zanimivo je bilo, da on se je načrtno tudi v svoji karieri ukvarjal z nekimi čist neodvisnimi normi področji, ker nisem imeli nobene veze z Apple-om, s poslovanjem, s tem, kar je rabil v poslu. Zakaj? Ker se je zavedal, da lahko vsega tega področja potegne neke stvari in jih ukomponira v tisto, kar počne. In da bo tako dobil boljše ideje, kot pa če bere računalniške revije in računalniške knjige. Ker tisto berijo vsi v tvoji branži. Okay? Ampak samo on pa se je ukvarjal s tem, kako je lepo treba narisati eno črko in tako naprej. In je potem to uporabil, ko so delali pisave za Macintosh, ne? In tako naprej. Vsi ti zelo znani ljudje, ne, imajo pa so imeli eno tako zelo močno žilico ali pa potrebo po raziskovanju, po spoznavanju novih stvari, po tem, da so bili presenečeni nad novimi znani, knjigami, izobraževanji in tako naprej. Ne. Se mi zdi, da to je ena taka ključna stvar. Strinjate? Ja. To je to, ne. To je tisto, kar nas vleče naprej.